Znano je, da se prebivalstvo stara, kakor je znano tudi, da so številni starejši občani po vsej Sloveniji prepuščeni sami sebi ali pa so odvisni od svojcev. Kako naj ti pomagajo, če ne vedo, da se jim je pripetila nezgoda? To so primeri, pri katerih si lahko pomagajo z novo storitvijo e-oskrbe. To je res dobrodošlo za naše občane, sploh za te starejše ljudi, ki so v dopoldanskem času dosti sami, nekateri celo sami živijo. In tako varovanje starejših oseb na daljavo in da se jim nudi lahko pravočasna pomoč ob kakršnikoli zadevi, ki se jim zgodi, ali je to padec ali je karkoli s tem povezano, takoj dobijo asistenčno pomoč in seveda s tem so pa obveščeni tudi svojci. Varuje jih tako imenovani alarmni gumb, ki ga lahko nosijo na zapestju ali kot obesek okoli vratu. Ta je prirejen na način, da sam zazna padec in sproži alarm, tega pa prevzamejo v klicnem centru. Da bi starejši lahko pridobili to storitev, so na občini pripravili razpis. Moram povedati, da nekaj vlog je že prispelo. Smo zelo veseli, vidimo, da so ljudje o tem obveščeni. Treba je bilo pač pripraviti tiste pravne akte, kot je pravilnik neko osnovo, potem javni razpis, pa da pridemo do teh ljudi. Pri obveščanju starejših na domu jim pomagajo patronažne sestre ter predsedniki vseh 3 društev upokojencev v občini, kajti oni imajo dnevne stike z ljudmi, ki jim je storitev namenjena. Pri svojem delu vsakodnevno srečujem te težke kronične bolnike, predvsem invalidne osebe in pa starostnike. Zato zelo podpiram te e-naprave, da se namestijo pri pacientih, strani tega, da so oni 24-urno nadzorovani. To je zelo pomembna zadeva, poleg tistih, ko jih učiš pa in dopoveduješ, kaj se naj imajo, da se lahko učuvajo pasov, razne oprijemala in tako naprej. Mi na našem društvu smo tudi razdelili in vloge in zdaj dodatno informacijo, še varni in povezani na kak način, da se z preprosto besedo lažje razloži, da si ljudje to bolj razumejo. V glavnem, potrebno je ogromno prepričevanja. Zadeva, takšna kot pa je zastavljena, je pa več kot vrhunska. Ne glede na to, da gre za dobrodošlo storitev, so starejši pogosto nezaupljivi, še posebej, ker jih skrbijo finančni stroški. Zato so se na občini Ruše odločili, da v letošnjem letu sofinancirajo prvih 50 paketov. 30 paketov v višini 25 evrov in pa 20 paketov v višini 10 evrov. 25 evrov, to pomeni plačilo v celoti, da ti občani, ki bodo pač vložili, ne bodo imeli nobenega stroška, bodo prejeli tisti, ki so pač socialno šibkejši. Ostali 20 paketov pa bomo subvencionirali 10 evrov, to pomeni, da bo njihov strošek nekje še do 15 evrov, odvisno od tiste mesečne najemnine. Ta strošek oni potem plačajo vsak mesec? Ja, tako kot bi plačevali plačilo telefona ali pa mobitela. Starejši se na razpis lahko prijavijo na občini ali naj za pomoč prosijo patronažne sestre ali predsednike vseh 3 društev upokojencev v občini Ruše.